Živijo, Blaž. Zdravo, Matej, kako si? Se že pripravljaš na današnji dvoboj med Mayweatherjem in McGregorjem? Se, že komaj čakam ta nocojšnji cirkus, kot si prej rekel ti, ne dvoboj, uporabil si drugo besedo. Ja, že komaj čakam, pod velik ljubitelj, zaljubljenec v borilne športe, že nekaj mesecev, seveda komaj čakam in sem z navdušenjem spremljam vse te tiskovne konference. Ti sicer nisi tako velik ljubitelj MMA kot jaz sodim med tiste, ki so večji ljubitelji tiste bolj popolnega borilnega športa, ne tistega limitiranega borilnega športa, kot je boks, vendar tudi boks, seveda tudi borbo po pravilih Markusa iz Queensberryja imam rad, vendar je potrebno priznati, da je, ko je Conor McGregor pogledal v oči Mayweatherju in rekel, se veš, da če bi bila to prava borba, da bi te ubil, je govoril resnico. Ja, verjetno, da res ne. In komu daš več šans, Mayweatherju ali McGregorju? Glede na to, da gre za pravila, za borbo po pravilih Markusa iz Queensberryja, seveda je edini favorit tukaj, nažalost, Mayweather neporažen in bo zabeležil jubilejno zmago, ki jo išče. Še posebej, če bo dvoboj trajal 12 rund, seveda, vendar poglej, Blaž, lahko bi posnela celo podcast o tem dvoboju, morda celo bo posnela, daj kakšen podcast o borilnih športih, če bo za to seveda obstal interes. Jeseni vsekakor sledi tudi podcast o nogometu, vendar tokrat skoncentrirajo se na tisto, na nalogo, ki sva si jo zadalo, in to je seveda menjava med Bostonom, mega menjava, največja menjava poletja, celo poletja, v katerem je bilo že ogromno velikih menjav izpeljanih, sedaj za konec poletja pa tista največja med Bostonom in Clevelandom. Isaiah Thomas in Kyrie Irving bosta zamenjala moštvi, iz Bostona se v Cleveland poleg Isaiah selita še Crowder in Hrvat Žižić, njihov letošnji novinec, in seveda tisti izjemno dragoceni Brooklynov pik, ki bo tudi naslednje leto lahko, tako kot je bil že letos, izjemno visok. Čeprav jaz mislim, Blaž, da ne bo tako visok kot letos, vendar o tem več v podcastu. Morda za začetek, Blaž, v uvodu nekaj tehničnih stvari, ki jih morava razrešiti oziroma o katerih morava obvestiti najine poslušalce, kateri so seveda hvaležna za vse komentarje, za vse kritike, za vsa sporočila, vprašanja, ki nam jih pošiljate. Komunikacija z poslušalci, komunikacija na spletu nam je izjemno pomembna, to je pravzaprav cilj, da počneva to, kar počneva, da lahko športni navdušenci govorimo o športih, ki jih imamo radi, ki spremljamo, da lahko se pogovarjamo in izgubljamo čas z najpomembnejšo postransko stvarjo na svetu. Res, da to ponavadi rečejo samo za nogomet, vendar mislim, da lahko rečemo, da je šport kar nasploh najpomembnejša postranska stran. Vendar že spet, da ne bom preveč dolgovezil, tega sem bil namreč že obtožen. Blaž, na iTunesih je sedaj najin podcast tudi dosegljiv, to je tista najbolj pomembna informacija, to je tisto, o čemer vas želiva obvestiti. Ne veva, koliko uporabnikov posluša na iTunesih, vendar to je tista primarna platforma, kjer tudi midva poslušava podcaste, sva navdušena poslušalca podcastov, zato Blaž, kaj o tem lahko poveva? Ja, skratka sedaj, kot si že omenil, sva na iTunesih, najdete naju pod imenom Sport Info. Hvaležna vam bova, če pustite oceno, upam, da čim boljšo, in da pustite komentar na iTunesih glede najinega podcasta, kajti to je edina stvar, ki jo Apple uporablja za rangiranje podcastov, in se pravi boljšo, kot ima oceno, več kot imava reviewjev napisanih, više bova rangirana, več ljudi lahko najde najin podcast in posledično bova tudi imela več poslušalcev in bova lažje naprej opravljala pač to delo, snemala nove podcaste, tako da se resnično zahvaljujeva za vsak review, ki ga bova dobila. V vsakem primeru nam z ocenami in komentarji na iTunesih močno pomagate pri nadaljnjem delu, zato bova seveda res, kot je Blaž povedal, zelo hvaležna. Ne smeva pozabiti tudi na YouTube in SoundCloud, tudi tam je najin podcast še vedno dosegljiv. Ja, in najdete, če v search, se pravi v tisti iskalniku pišete noter Sport Info, naj jo boste brez težav našli. Res hvaležna sva vsakega poslušanja najinega podcasta. Pa seveda obvestim še glede najine spletne strani sportinfo.si, ki je sicer še vedno v fazi prenove, kajti nekaj malega se nama je zakompliciralo. Zaradi tega sva tudi žrtvovala svoj dopust letos poleti. Počitnikovanje je bye. Ja, ampak obljubljava, da do začetka Evropskega prvenstva bo spletna stran sigurno postavljena in boste našli na njej
novice, ki jih morda tudi ne boste našli na naših Facebook straneh ali pa na Twitterju, predvsem na Facebooku zaradi te restriktivne politike, o čem sva že govorila, ko morda ne dobite vseh objav, ki jih objaviva gor. Ne vidite jih v svojih timelinih, ne vidite teh objav, vidite jih, če greste direktno na stran. Tako, ja, ampak na spletni strani sportinfo.si pa definitivno boste našli vse, kar bo tudi na socialnih omrežjih, tako da vabljeni. To bo tista centralna, osrednja stran, platforma, kjer boste dejansko videli vse novice, vse oblike novic, video, članke, opremljene bogate z video posnetki, z različnim foto in video materialom, in tudi na strani, seveda stran posvečajo tudi ogromno temu raznih mimov, kratkih posnetkov, tistih stvari, s katerimi lahko hitro izgubite nekaj minut časa. Zato vsekakor vabljeni na stran, kot je Blaž povedal, do začetka samega prvenstva bo nedvomno žrtvovala še kakšno neprespano noč, počitnice so že šle, so že šle v maloro, če porečem tako po domače. Zato seveda tudi kakšna neprespana noč ne bo nič hudega, vendar se bo potrudila, da bo stran do takrat zaživela. Vendar ja, ali morava, Blaž, še kaj teh tehničnih stvari, podrobnosti, o katerih sva rekla, da jih morava omeniti oziroma obvestiti najine poslušalce? Ne, mislim, da ni, tako da predlagam, da se kar takoj lotiva teme tega megatrada, ki sicer trade še ni uradno zaključen, kajti so težave z zdravjem Isaiah Thomasa, o čemer bova debatirala tudi med tem podcastom, ampak morda se bova predvsem skoncentrirala na to, da bova predpostavila, da bo trade šel skozi, tako da te bom kar direktno vprašal, kako ti ocenjuješ ta trade? Ja, morda samo za začetek to, kar si omenil, nisi omenil, za kakšne težave gre pri celotni trade, pri težave, ki si jih omenjal pri Thomasu, ki lahko seveda zaustavijo to menjavo. Gre namreč za poškodbo Thomasa, ki jo je staknil v zaključku na koncu lanske sezone v končnici, za poškodbo boka, ki naj bi bila precej težka, relativno komplicirana po nekaterih zagotovilih, in tista zadnja novica, ki sva jo pravkar videla na Twitter feedu od Adriana Wojnarowskega, torej tistega najbolje obveščenega NBA novinarja, je Cleveland's Evaluation Conversation on Status of Irving Thomas, tole berem sedaj prvič, deal have remained internal. So far, team hasn't re-engaged Boston. Torej, šlo se je namreč za to, da ta poškodba še vedno ovira Thomasa pri treningu. Thomas še ne more začeti s treningi in zato so seveda v Clevelandu, ko so opravili zdravstveno preiskavo, dobili določene zadržke. Teh zadržkih so tudi obvestili določene novinarje, ki so potem to sporočili javnosti, vendar sedaj zadnja novica, ki sem jo pravkar videl na Twitterju, to je pa bila ta novica Wojnarowskega, ki pravi, da še vedno pravzaprav v bistvu Cleveland ocenjuje trenutno situacijo in ni ponovno odprl kakšnih pogovorov z Bostonom in Boston obvestil o kakršnihkoli zadržkih. Torej, midva bova, tako kot si ti že dejal, midva bova predvidevala, predpostavila, da je ta trade finaliziran, da je ta menjava finalizirana, in zato seveda, tako kot si rekel, poskušala oceniti to. In zdaj, da odgovorim po tem dolgovezanju, vendar mislim, da je pomembno, ravno kar vidim, da imam odprt Twitter feed od Wojnarowskega, ravno zaradi tega, da bova povsem aktualna, glede na to, da bova poskušala tudi danes že izdati tale podcast. In zadnja, ja, pravzaprav je ponovil. Cleveland's Evaluation Conversation on Status of Irving Thomas, deal has remained internal, so far team hasn't re-engaged Boston. Tako da, ja, to, kar sem povedal, nobenih pogajanja se ne bodo začela nova, zato morda, kot si dejal, ocena, ja, mislim, da če se vprašava preprosto, kdo je zmagovalec tega trada, tisto je tisto najbolj pogosto vprašanje, ki se ga seveda takoj zastavi po teh večjih menjavih. Zelo redko se zgodi, zelo redko, zaradi tega je ta trade tako velik, da bi recimo v isti konferenci dve najboljši moštvi zamenjala dva zvezdnika, morda zdaj ne moremo reči dva najboljša igralca, seveda najboljši igralec Clevelanda je LeBron James, vendar
Kyrie je le bil, so ga le izbrali na draftu, je le bil eden izmed razlogov, da se je lahko LeBron tudi vrnil, konec koncev. No, posredno in direktno, seveda, Cleveland brez LeBrona je bil s Kyriem kot glavnim igralcem in to je tisto, kar bova morala recimo tudi predebatirati in se vprašati. Kyrie namreč ni dokazal, da je lahko najboljši igralec konkurenčnega moštva, ki se bori za najvišja mesta v konferenci. No, kaj za najvišja mesta v konferenci? Ni dokazal, da je igralec, ki lahko kot najboljši igralec moštva popelje svoje moštvo v končnico. Čeprav seveda govorimo o neizkušenem, dosti mlajšem Kyriju, vendar ne glede na vse, je bil vodja svojega moštva. In ko se vprašava, kdo je zmagovalec tega trejda, se moramo vprašati, kdo je boljši igralec, Kyrie ali Thomas. Seveda ni bil celoten trejd samo Kyrie in Thomas, ampak Kyrie in Isaiah, ampak je trejd vključeval še Jaya Crowderja in Žižiča, ter seveda ta izjemno dragoceni pik. In če gledamo samo tiste napredne statistične kategorije, ki recimo vključujejo samo moštvo, ki vključujejo samo moštvene statistične kategorije. Torej, kako posamezen igralec vpliva na igro moštva, ko je na parketu, je najboljši igralec v tem trejdu, tisti, ki je imel največji pozitivni efekt na igro svojega moštva, ko je bil v igri, Jay Crowder. Zato, če gledamo celotno menjavo, Jay Crowder, Isaiah Thomas, Žižič, ki bo po mojem mnenju postal rotacijski igralec v NBA ligi. Ne vidim, ne morem mu napovedati nekega zvezdniškega statusa, vendar mislim, da bo soliden, dober igralec, mislim, da ima potencial za prvega centra enega izmed moštev NBA lige. Ali je lahko eden izmed 5 najboljših igralcev resnično dobrega moštva, to še ne vem, bom moral še več videti. Glede na to, kar sem zdaj videl, bi še prezgodaj za tako ceno centri se držijo, ampak gre za solidnega centra, da ne bom zgubljal časa. In pa seveda ta izjemno dragoceni pik. Vse to na mizi, eno je sigurno, Cleveland boljšega dila, če bo Thomas zdrav in če bo ta deal, če bo ta menjava, če jo bo liga potrdila, če ne bo nobenih zadržkov in jo ne bojo negirali, potem bi se upal trditi, da je Cleveland morda celo zmagovalec tega treda, čeprav je lahko dolgoročno Boston tudi v boljšem položaju in tudi o tem bova rekla, zakaj, seveda vzroki, visoka pogodba Thomasa in vsi te problemi, ki jih taka visoka pogodba Thomasu lahko prinese, temu so se ognili sedaj. Zato, da so se temu ognili, so nazaj dobili Irvinga, ampak plačali veliko tudi zraven dali. Kaj pa ti, Blaž? Ja, jaz mislim, da o zmagovalcu bi težko govoril, vendar o absolutnem zmagovalcu, ko damo vse. To lahko dejansko ocenimo potem šele po kakšnem letu, recimo. Vendar, če sedaj samo vidimo, kaj je Boston dal za Irvinga, dal je namreč tisto, kar ni hotel dati niti za Paula Georgea, niti za Butlerja. In jaz mislim, da je objektivno, ne objektivno, mislim, seveda objektivno, subjektivno, objektivno, ne glede na vse, katere kazalce gledamo, je Paul George boljši igralec od Kyrie Irvinga. Zame je tudi Jimmy Butler neprimerno boljši, da ne bom pretiraval, neprimerno boljši, vendar boljši igralec od Kyrie Irvinga. Predvsem, ker gre za igralca, ki igrata na obeh straneh parketa, igrata tudi obrambo, Kyrie Irving je ne igra. Tako da, ja, jaz bi dal prednost Clevelandu. Zmagovalec bomo videli, vendar Cleveland boljšega dela, boljše menjave ne bi moral izpeljati. Blaž. Ja, mislim, Cleveland dejansko boljše ponudbe ne bi mogel dobiti, kot je bila ta. Sva pa midva že v enem izmed prejšnjih podcastov, takrat, ko je Gordon Hayward prišel v Boston, takrat predebatirala, kjer sva že debatirala o možnosti, kaj bo naredil Boston z Isaiah Thomasom, kajti Thomas je omejen igralec, kar se tiče obrambe. Ko imaš Thomasa na igrišču v obrambi, imaš enega igralca manj. Vsako tekmo je potem vprašanje, kako ga skriti, ampak po drugi strani pa je podobno tudi s Kyriem, kajti Kyrie v obrambi ni ravno blesteč
igralec, ampak razlika med Kyriem in Isaiah Thomasa v obrambi je v tem, da Isaiah Thomas v obrambi nažalost pa zaradi svojih fizičnih predispozicij ne more igrati dobre obrambe, medtem na drugi strani bi jo Kyrie lahko igral, če bi jo hotel, vendar jo očitno noče. Tako da, kar se iz tega vidika tiče, sta, bomo rekli, ravno zaradi tega, ker Kyrie noče igrati v obrambi, približno primerljiva igralca. V napadu pa sta tudi tam. Kajti, ko sva gledala te napredne statistike in tako naprej, je recimo Isaiah Thomas več metal, vendar je tudi bolj uspešno metal in njegov procent meta bil precej boljši kot pa od Kyrija. Po drugi strani recimo sva gledali tudi tiste točke, tako imenovane clutch točke, tisto v zadnjih sekundah tekme. Prelomnih trenutkih, zadnjih minutih tekem, izenačenih tekem. Tako je Isaiah Thomas večkrat metal in tudi tako kot že prej pri metih iz igre, tudi bolj uspešno metal te točke. Mete iz igre je dosegal njegov procent uspešnosti bil precej višji od Kyrija. Vendar pa je stvar v tem tudi, naslednje leto bo Isaiah želel imeti maksimalno pogodbo. Ali je Isaiah Thomas igralec, ki mu želiš dati maksimalno pogodbo? Sam osebno mislim, da ne. In ravno zaradi tega mislim, da je tudi Boston izpeljal to menjavo, kajti Boston je sedaj praktično zamenjal čisto vse nosilce igre. Zakaj misliš, da ni igralec, ki bi si zaslužil maksimalno pogodbo? Mislim, zaslužil bi si maksimalno pogodbo, vendar ne. Zakaj mi jo ne bi dal? Ampak ne v moštvu, ki se bori za naslov. Zakaj? Kajti Isaiah Thomas ne prinese, ni tisti jeziček na teknici, ki bi pač v zmagoviti ekipi, ki bi v ekipi za naslov dejansko bil ta dodana vrednost, kajti njegov manjko v obrambi je ravno tisto, da ima ponavadi z njim na parketu večji minus, kot pa pač je bolj negativen učinek kot pozitiven. Kljub temu, da da toliko ogromno točk, da je izjemno efektiven strelec in tako naprej, da dejansko, ampak v ekipi, ki se bo borila za naslov, on ne more biti tista prva opcija v napadu, tisti, ki bi vlekel to ekipo. Pač glede na to, kako si me čudno vprašal, predvidevam, da se ti ne strinjaš z mano. Ne, pravzaprav se strinjam v mnogočem, kar si povedal, se strinjam, pravzaprav sem te samo vprašal, zakaj, ne, samo zanimalo me, kakšne razloge, ker si pač povedal, da pač ne bi dal, če bi bil na položaju generalnega direktorja enega izmed klubov, mu pač ne bi dal maksimalne pogodbe, sem želel samo, da poveš pač, kaj so te razlogi in ja, načeloma se strinjam, da seveda igra v obrambi Thomasa je problem, o katerem sva, kot si že povedal, o katerem sva govorila midva že v preteklosti. Pravzaprav celo, ko sva med sezono govorila o Bostonu, po samem zaključku sezone govorila o Bostonu, sva midva celo to na nek način že napovedala. Oba sva se strinjala, oziroma sva podvomila v to, da bo Isaiah Thomas čez eno leto še vedno v postavi Bostona, oziroma da bo, ko mu poteče sedanja pogodba, ki je, roko na srce, morda celo najboljša pogodba v NBA ligi, na sezono zasluži, mislim, da bo zaslužil 6-7 milijonov dolarjev. S Phoenixom je podpisal po sezoni 13-14, se pravi pred sezono 14-15, je podpisal pogodbo, ki mu navrže tam v povprečju približno 7 milijonov dolarjev. Vendar ta pogodba pada v višini, tako da prvo sezono 8, potem 7-6, neka taka struktura je. Tako da to zadnjo sezono bo zaslužil najmanj. In to je za igralca, ki je sezono pravkar končal kot član druge najboljše peterke NBA lige, ki je v povprečju, če pogledamo samo recimo njegovo statistiko za zadnjo sezono 16-17, ki je v manj kot 34 minutah igre na tekmo dosegal skoraj 29 točk ob zelo, zelo dobrem, pravzaprav enem izmed najboljših odstotkov meta na položaju organizatorja oziroma med organizatorji prvih peterk, 46,3 odstoten je imel met iz igre. Za primerjavo, Dragić je imel 47,5 in s tem je imel najvišji odstotek med vsemi organizatorji, ki so v sezoni odigrali vsaj 55 tekem.
torej, ki so odigrali dovolj tekem, da se kvalificirajo. Torej, izjemen met iz igre Isaiah Thomasa, tudi za 37,9, temu je dodal še 2,7 skoka, seveda. Skokih ni najbolj uspešen, glede na svojo miniaturno višino, in pa skoraj 6 podaj, 5,9 podaj. Torej, izjemno uspešna statistika Thomasa, s katero je več kot zasluženo končal v drugi najboljši peterki, in tak igralec s tako pogodbo, kot jo ima naslednjo sezono, je izjemno vreden za tako moštvo, kot je. Če se bomo videli, sedaj bo potrebno in Boston in Cleveland čaka obdobje uigravanja. Mislim, da Boston čaka precej več uigravanja. Mislim, da se bo z LeBronom namreč ni težko igrati. LeBron je eden izmed najboljših playmakerjev v ligi, igralec, ki zahteva izjemno veliko pozornosti nasprotnih obramb, ki ga bodo redno. Sedaj bo imel Isaiah Thomas precej več prostora, več pričakujem, boljši odstotek meta za 3, seveda manj metov, manj točk eventualno. Vendar zelo dobra menjava in ja, to, kar si govoril, ne da se ne strinjam, vsi vemo, ko je igralec visok, uradno sicer 1,75 m, vendar ne uradno, ljudje, ki so stali zraven Isaiah, ki so se pogovarjali z njim, ga gledali v oči, gledali na dol v oči, znajo povedati, da je Isaiah morda visok tam 1,70 m, 1,71 m realno. Tudi, recimo, ko Goran stoji zraven njega, vidiš, da je za več kot 15 cm višji, mislim, za precej več kot 15 cm višji. In to je ta problem, zaradi katerega so se Isaiah tudi znebili. To je sedaj že tretji klub, ki se ga je odrekel. Pravzaprav, ki je tretji klub zapored, tretji klub v vrsti, ki je rekel, ne, Isaiah ni Thomas, lapsus. Isaiah Thomas ni igralec, Isaiah Thomas ni Isaiah Thomas, ni Isaiah Thomas izpred 20 let, tisti Isaiah Thomas. Isaiah Thomas ni igralec, ki bi nas lahko popeljal na tisto višjo stopničko, tako kot si rekel. Tako očitno mislijo tudi vsi ti generalni direktori, ki so se odrekli. Najprej v Sacramentu, kjer je Isaiah ima pravzaprav, če se ne motim, v karieri celo povprečje več kot 20 točk in 6 podaj. Zato je igralec, ki je imel pravzaprav vsako sezono, samo za trenutek bom preveril, da ne bom govoril na pamet, v karieri ima povprečje 19,1 točko in 5,2 podaj. Torej bil sem blizu, ne ravno 20 točk in 6 podaj, točko in podajo manj. Tako da gre za igralca, ki je recimo tisto sezono, preden so se ga znebili v Sacramentu, imel več kot 20 točk in 6 podaj na tekmo. Ko je prišel v Phoenix, tam je seveda bila zelo spremenjena vloga in zanimivo. V Sacramentu so se ga odrekli za Derena Collisona. V Phoenixu so se ga odrekli za Knighta, igralca, ki je po mnogih številnih kazalcih zadnji 2 sezoni bil celo najslabši igralec v ligi. Igralec, ki imel največji negativni vpliv na igro. In tudi Knightu so potem plačali. Knightu so dali pogodbo, ki jo niso dali. Knightu so plačali, mislim, da 13-14 milijonov na sezono. To je bila tudi pogodba, ki jo niso želeli plačati v Phoenixu Goranu Dragiću. Odločili so se za daleč najslabšega igralca in to je bil igralec, ki so ga želeli zadržati. In sedaj ta tretja menjava, se pravi za Collisona, za Knighta, sedaj tretja menjava, Kyrie Irving je boljši. In tukaj morda se lahko se bo zaustavila za par minut. Kdo je boljši? Ti si že rekel, po številnih kazalcih je pravzaprav Irving je pravzaprav Thomas imel boljšo sezono, je boljši igralec. Ko gledamo tiste napredne statistike, oba sta slaba v obrambi. Pravzaprav edina tista razlika, če se lotiva obrambe, če pogledava samo obrambo konkretno zdaj. Oba sta slaba v obrambi in tista razlika v obrambi je to, da ima Kyrie Irving nekaj več skokov, ker je nekaj višji. Vendar, ko gledamo tiste statistične kazalce, kakšen procent dovoljujejo nasprotnikom v različnih akcijah, v izolaciji, ko prodirajo v tranziciji tudi na postavljeno obrambo, je razlika med njima minorna. Tistih
delček odstotek v korist Irvinga, vendar minorna. Podobno, na drugi strani je pa tudi recimo razlika v napadu, podobno, vedno tisto minorno, nekje tudi precej več, v korist Thomasa. Ko gledamo v izolaciji, Thomas večja količina metov ob večji učinkovitosti. Kot žogovodec iz pick and rolla, ball handler v pick and rollu, večja količina metov, večja učinkovitost. Izolacijo sem že omenil, tranzicija, večja količina metov, večja učinkovitost. Resnično, v vseh oblikah handoff, predaja žoge po penetraciji, večja količina metov, večja učinkovitost. Po vseh merodajnih kazalcih, ko gledamo, je Thomas bil boljši igralec. Zdaj Blaž, seveda, rekli bodo tudi najni poslušalci, ja, Irving igra zraven LeBrona. Vendar tudi o tem sva že govorila. Ja, igra zraven LeBrona, igra zraven odličnega playmakerja, ki mu žogo daje več kot dovolj. Namreč Irving, kot sem dejal, sva že govorila, imel je večji usage rate, torej porabil je večji delež napadalnih akcij kot LeBron zadnjo sezono in imel več metov kot LeBron. Zdaj seveda, ni on primarni playmaker, zagotovo tudi Thomas ne bo tukaj primarni playmaker, vendar ko se je govorilo o tistem, da bi morda Miami menjal in da bi Dragić se odpravil recimo v Cleveland, sem jaz bil prav rahlo navdušen in bi želel videti Gorana igrati zraven LeBrona, ker LeBron ni Wade. In to je stavek, točno ta stavek sem že rekel v enem 10 podcastov nazaj. Tako da Blaž, ja, razlika je izjemno majhna. Ja, ampak predvsem je pač stvar je v tem, ne, Irving ima precej boljši, kako bi temu rekli, mi je ušla beseda, ne vem, boljše ime ima, ugled ima boljši kot Isaiah Thomas in ravno zaradi tega marsikdo pri Irvingu spregleda to napredno statistiko, marsikdo rahlo pozabi, ravno recimo, ko sva gledala, to sva že enem prejšnjih podcastov, ko je bilo recimo zaključevanje izpod obroča, ko je dejansko v karieri ima boljši procent zaključevanja, tudi več točk dosega iz prodorov, dosega Goran Dragić, vendar v ligi slovi Kyrie Irving kot najboljši v tem elementu, čeprav statistika pokaže, da temu dejansko ni tako, ne. In Boston bo dejansko v bistvu sedaj dobil recimo, ko sva ravno, če rečeva zdaj zaradi te naprednosti, primerljivega igralca za Isaiah Thomasa, vendar bojo dobili neprimerno večjega zvezdnika, neprimerno bolj marketabilnega igralca. Vprašanje bo pa sedaj, kako se bo on vklopil v to ekipo, kajti Kyrie v prvi vrsti, en izmed razlogov, zakaj je želel menjati Cleveland, pustimo, kaj je bilo odzadaj, naj bi bilo to, ker želi imeti več žoga v svojih rokah, čeprav je že imel največ v svojih rokah. Po drugi strani Gordon Hayward je prišel v Boston. Želi odločiti tekme. Tako. Ja. Tega morda ni vedno počel v Cleveland. To je res. Po drugi strani recimo Gordon Hayward je prišel v Boston zaradi tega, ker želi podobno. Želi imeti več žoga v svojih rokah. Želi biti bolj, da bi bil on tisti res glavni zaključevalec napadov in tako naprej. Zelo zanimivo bo videti, kako bo sedaj ta ekipa, kako bo ratal Brad Stevensu, ki ga imajo marsikdo, pogovarjal sem se z enim Boston fanom, pustimo pristransko, ampak ga je označil kot enega najboljših trenerjev v ligi, kar se jaz tudi strinjam, da Stevens je eden najboljših trenerjev v ligi, ni najboljši, kot radi rečejo Celtics fani, ampak... Ne, kdo, mislim, o Popoviču nekdo upa trditi, da je Govorim, pustimo objektivnost, to so bili Celtic fani, ne? Ampak dejansko bo imel težko nalogo, kajti takšne ekipe s toliko egi na enem kupu on še ni vodil. Tako da zelo, zelo bo zanimivo, kako mu bo uspelo to, kako mu bo uspelo postaviti sistem igre, da bo ugajal vsem. Jaz mislim, da bo to zelo, 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 zelo težka zadeva, zelo, zelo težka. Mislim pa, da se ti strinjaš z mano okoli tega. Vse sem že omenil, da obe ekipi pač čaka zdaj dolgotrajno uigravanje. Obe moštvi bosta morali v igro vključiti igralce, ki bodo potrebovali nekaj časa, da se ujamejo tisto, ustvarijo tisto pravo kemijo na parketu in v slačilnici. Katero moštvo bo potrebovalo več uigravanja? Jaz se strinjam, da Boston bo morda potreboval celo več uigravanja. Sedaj imajo res povsem spremenjeno moštvo.
v primerjavi z zadnjim. Pravzaprav, če gledamo, kateri igralci so največ minut igrali v končnici, 4 od teh igralcev. Ja, dejansko od prve peterke je ostal le še Horford. Tako. In vsi nosilci, vsi najbolj pomembni igralci jih sedaj ni več, tako da sedaj bodo morali ustvariti kemijo s posebno novimi, še posebej Kyrie Irving in Hayward, kako bosta igrala skupaj, kako si bosta razdelila žogo, ali bo prostor za druge igralce v tem napadu. V vsakem primeru je Stevens slovi po tem, da je napad zelo dinamičen, razgiban, precej gibanja žoge. Tudi Isaiah Thomas je spremenil svojo igro, je prilagodil. Na nek način sta se Stevensom, Isaiah Thomas in Stevens sta se izjemno dobro ujela v Bostonu. Thomas je imel tisto, kar je recimo Dragić morda imel v Phoenixu pol sezone, ko je lahko igral tistih 13-14, ko je tudi končal potem v eni izmed idealnih peterk. In to je tisto, to so te igralci recimo v ligi, ki so odlični igralci, vendar niso pa franchise igralci, niso franšizni igralci. Niso tisti glavni zvezdniki, nimajo tega statusa, zaradi katerega si včasih zaslužijo kakšno minuto več, kakšno met več in tako naprej. Niso LeBron, niso Kevin Durant, niso Kawhi Leonard. In takih igralcev ni veliko. Recimo jaz bi že okleval dati Stepa Curryja recimo v ta isti razred kot Duranta, Kawhija in recimo LeBrona, ki so nesporni franchise igralci. Te 3 igralce, v katerokoli moštvo daš te 3 igralce, bo tisto moštvo lahko ta igralec, če bo to slabo moštvo, jih bo pripeljal vsaj v končnico. Če bo povprečno moštvo, jih bo pripeljal vsaj do finala končnice. Če bo pa dobro moštvo, bo pa z njimi osvojil naslov oziroma bo kandidiral za naslov. Torej tisti naslednji nivo igralcev in to je res tisti elitni, ekskluzivni razred. Zdaj seveda bojo nekateri rekli, ja, ampak Steph Curry je že bil najboljši igralec moštva, ki je osvojilo naslov prvaka. Vendar tisto sezono je bil Iguodala MVP tistega finala. Golden State, kljub izjemni sezoni, zasluženemu MVP nazivu recimo Stepa Curryja, Klay Thompson in seveda Draymond, sta bila morda v tisti končnici celo bolj pomembna kot Step. Skupaj neprimerno bolj. Medtem ko na drugi strani smo v tistem velikem finalu imeli LeBrona, ki je takrat brez glava, brez Kyrija, sam nekako celo prišel do zmage v tistem finalu, imel nenormalno povprečje in sam vlekel praktično celo moštvo naprej. In to je ta razlika. In tega recimo, če bi zamenjala vloge, mislim, vse kar rečem, ta poanta, ki jo poskušam narediti, če bi Steph Curry in LeBron James zamenjala moštvo v tistem finalu in bi dal Stepa v tisto moštvo brez Kyrija, brez Lava, s katerim je LeBron igral finale, in LeBrona tiste Warriorse, povsem enake, samo brez Stepa, kaj bi se zgodilo? Koliko bi bila vsaka tekma razlike? 40 točk, 30, 50, ne vem. Ja, bilo bi verjetno precej bolj enostransko, kot je bilo sedaj, oziroma takrat. Tako, in takih igralcev je izjemno le par, le nekaj v ligi in ja, Isaiah Thomas, seveda Dragić, Kyrie Irving niso te igralci. Zdaj, Kyrie Irving in Hayward in Horford in te njihovi piki v zadnjih letih, ki so si jih lepo seveda nabrali, Jaylen Brown in Tatum še zadnji letos novi prihod. Vsekakor igralci, ki imajo potencial. Ne vem, Marcus Smart seveda bo sedaj še pomembnejšo vlogo imel tudi njemu, ali bodo njega potem plačali, tisto, kar niso hoteli, to bo sedaj zanimivo videti. Tomasa niso želeli. Tako da Blaž, jaz mislim, da bo Boston čaka težja, Stevensa čaka težja naloga, predvsem zaradi tega, ker LeBron je igralec, ki, kot sem že dejal, olajša delo svojim igralcem. Igrati z njim je preprosto, gre za izjemnega. Zaradi tega recimo tudi, ko govorimo, ko delava tiste, nekateri delajo primerjave tudi z Dončićem, med Dončićem in LeBronom, ker je tisti visoki playmaker, ki je nesebičen, ki vključuje svoje igralce. Ravno pri LeBronu je recimo, kaj je največji očitek? Da v zadnjih minutah
ne prevzame, da ne solira v zadnjih minutah, da še vedno poskuša razigrati, poskuša vključiti soigralce v igro in zaradi tega ga mnogi tudi kritizirajo, da ne vrže tistega meta. Tudi letos v finalu so recimo naletel na te kritike, ker je iskal tisto podajo samega, vendar LeBron je igralec, ki bo vedno več ali manj, vedno izbral tisto pravo akcijo, izpeljal pravo akcijo. The right play je tisto, kar rečejo Američano. Če bo znase navlekel 2 ali 3 igralce, bo poiskal povsem samega soigralca in ne bo šel nikoli meta čez 2 ali 3 igralce. Tako da mislim, da je Cleveland že spet, to je sedaj nekako že od začetka naprej, ja, Cleveland jo je bolje odnesel skozi. Seveda, veliko vprašanje je sedaj ta poškodba Thomasa, o tem sva govorila, vendar, če bo Thomas zdrav, če bo pripravljen, mislim, da bo imel dobro sezono, imel bo več prostora, manj točk, manj podaj, vsekakor skokov, tudi manj, vsega tega bo manj, tista groba statistika za tiste površne spremljevalce košarke bo seveda nekaj slabša, vendar njegovi odstotki, njegova učinkovitost, napredna statistika, število točk, ki jih moštvo dosega z njim. Recimo lansko sezono je v zadnji četrtini bil najboljši strelec v ligi, dosegal največ točk izmed vseh igralcev v zadnji četrtini. Vendar je v zadnjih četrtinah plus minus njegovega moštva bil negativen. Torej moštvo je z njim v igri v zadnjih četrtinah izgubljalo tekme. Pravzaprav jih je dobilo, seveda, ker so imeli prednost še pred tega, oziroma dali so dovolj točk, vendar samo ta groba plus in minus statistika za zadnjo četrtino je bila pri njemu v minusu. Torej, v zadnji četrtini, za cele tekme seveda v plusu. In tudi zato se je na koncu potem tako izteklo, da so zmagali seveda tekme. Vendar dajo največ točk, sedaj ne bo celoten napad baziral samo na njemu. V zaključkih tekem so res samo podaj žogo Thomasu, tistih zadnji minuti, 2, 3 in naj on reši situacijo. Sedaj ne bo več tako, imel bo več prostora, zato ja, Jay Crowder, to ne vem, če sem že omenil, mislim, da sem omenil, ja, tista napredna statistika. LeBrona bo lahko razbremenil v obrambi, proti Durantu bo lahko nekaj odličnih, Jay Crowder je odličen krilni obrambni igralec. Zraven pa še zna zadeti trojko. Tako, izjemno koristen. Da ne govorimo o tem, da ima zelo ugodno pogodbo. Še en izmed igralcev, pravzaprav to, kar je izjemno dobra poanta, Blaž. To, kar je Boston je sedaj zamenjal 2 igralca, ki oba dva na svojih položajih, Thomas v celotni ligi, Crowder pa na svojem položaju, sodita med najbolj ugodne pogodbe v celotni ligi, med najboljše pogodbe. Ja, Američani bi rekli temu price performance, sta dejansko najboljša igralca. Tako, najbolj ugodne seveda za moštva, glede na to, kaj dajeta, razmerje. Mislim, da Crowder zasluži celo manj kot milijon na sezono. Ne. Mislim, da ima... Ne. Bom pogledal. Ker nadaljuj, Blaž. Ja, mislim, da zasluži manj kot milijon na sezono. Njegova pogodba, mislim, da je bila takrat... Vem, da je njegova pogodba je smešno nizka, glede na to, kaj on prinese ekipi. In pač ravno to, kako dober je v obrambi, zna zadeti trojko, zna tudi v seriji zadeti trojko, lahko igra tudi na položaju 4. Mislim, da bo to zelo, zelo dobra ukrepitev za... Za naslednjo sezono Jay Crowder bo zaslužil 7 milijonov, za 18-19 nekaj več kot 7 in potem za 19-20 nekaj manj kot 8. V vsakem primeru odlična, vendar ta moj 10-kratni ne je bil seveda zaradi tega, ker vem, da... Ja, zamešal sem. Nihče ne zasluži milijon, to je manj kot minimalna pogodba. Imel sem v glavi tisto 14-15 sezono, ko je prišel v Boston. Tako da moja napaka. Iz Dallas Mavericksov. Ne, si tudi ti mene že ujel pri mnogih napakah, tako da nima veze, vendar v vsakem primeru tudi ta pogodba 7 oziroma 8 milijonov dolarjev za naslednje 3 sezone je glede na njegovo učinkovitost na njegovem položaju ena izmed najboljših pogodb v celotni ligi zagotovo. Tako da ja, in če se še iz Žižića razvije solidni center, ima Cleveland res v vsakem primeru ena celotna tema, recimo, v kateri bi lahko morda posvetila celoten podcast, pa ne želiva biti recimo predolga v tokratni epizodi, recimo v tej epizodi, ampak vseeno, morda morava tudi kakšno besedo reči, namreč o tem, ali bo LeBron ostal sploh v Clevelandu. Vse te govorice o tem sva namreč že dosti tudi govorila in
ugibala. Mi dva sva že snemala podcast, v katerem sva že par mesecev nazaj ugibala, kje bo LeBron nadaljeval kariero in igral po naslednji sezoni, ali bodo to Lakersi sestavljala svoje že resnična super moštva v Lakersih. Tako da, Blaž, ne vemo, kaj bo z LeBronom. Če ne drugega, če gledava zdaj, recimo v primeru, da LeBron odide, si je z pikom, Crowderjem in Isaiah Thomasom dejansko Cleveland zagotovil neko normalno prihodnost, če lahko temu tako rečem. Kajti v primeru, da sedaj ne bi bilo te menjave, teh dolgoročnih pogodb in tako naprej, ne bi dejansko naslednje leto, ko bi LeBron odšel, Cleveland ratal pač enostavno povprečno moštvo. Kajti povprečno moštvo, govorim iz vrha konference, bi padli tam na rob recimo v spodnjo polovico, se pravi med zadnjih, se pravi od 4. do 8. mesta, ne bi več krojili samega vrha, se pravi od 1. do 4. mesta. In, vprašanje, ali bi imeli Kyrie Irvinga ali ne, vprašanje ja, se okay, ampak vse ekipa bi bila neprimerno slabša, kot pa in bi prihodnost tudi Clevelanda bi bila precej bolj črna. Tako pa recimo s tem pikom, čist banalen primer, lahko sedaj draftajo enega izmed, ker Brooklyn, roka na srce, verjetno nekih hudih presežkov v letošnji sezoni ne bodo naredili in bodo še vedno bili bolj tista med slabšimi, najslabšimi moštvi v ligi. In dejansko naslednjo sezono lahko izberajo enega izjemno dobrega rukija. Recimo med drugim lahko izberejo tudi Luko Dončića. Ne? Tudi Luko, na Twitterju sem že videl nekaj navijačev, nekaj različnih sporočil navijačev Clevelanda, ki so že omenjali Dončića kot morebitnega naslednika LeBrona, potem ko bo LeBron odšel. Tako da ja, vsekakor je to ena izmed opcij. In dejansko v bistvu, tako bom rekel, ta menjava poskrbi za njihovo prihodnost, kajti ta menjava in mogoče bolj, da bodo tudi po odhodu LeBrona lažje sestavili novo konkurenčno moštvo, kot bi bilo brez te menjave. No, vsaj jaz imam tako mnenje, kajti mislim, da vseeno Kyrie Irving in Kevin Love sta odlična igralca, odlična igralca, vendar potrebujete nekoga zraven, kot je LeBron, da še njiju nekoliko potegne. Sama dva mislim, da nista ravno sposobna peljati zmagovitega moštva v konferenčni finale. Do konferenčnega finala sem prepričan, da ne, še manj pa v veliko finale. Mislim, Kyrie Irving in Kevin Love sta to, kar sta že bila, druga in tretja opcija v championship level ekipi, torej v ekipi, ki lahko resno računa na boj za borbo za naslov prvaka. To sta, nista pa prva opcija v tako dobri ekipi in mislim, da je to njuna celotna karijera do sedaj potrdila. Pri Kyriju je še vedno veliko vprašanj. Isaiah Thomas je dokazal, da lahko kot najboljši igralec ekipe moštva popelje to moštvo do finala konference. Tega, roko na srce, Kyrie Irving še ni dokazal, ni še potrdil. Rekli smo, ko je igral, bil je mlajši, torej 3 leta nazaj, mislim, da je Kyrie sedaj 25 star, tako da 22, 21, 20 let bil star, gre za mlajšega igralca. Vendar, konec koncev, ko je bil LeBron star, 20, 21, 22, LeBron je takrat že svojo ekipo pripeljal v končnico. Ja, vendar Kyrie ni LeBron. Ne, to je pa ta poanta, okoli katere se vrtiva in Kyrie pač ni ta prvi igralec, to, kar želi biti, prvi igralec šampionske ekipe. Morda me bo sedaj demantiral. Jaz preprosto vidim, sam si že omenil, delala sva že primerjave, gledala sva primerjave s Thomasom, ko se je govorilo o morebitni menjavi z Miamijem, sva delala primerjavo z Dragićem in ko se potopiš, malce poglobiš v to napredno statistiko, govorimo o player tracking statistiko. Tukaj ne gre samo za te gole točke, gole koše, gre v statistiko, kjer natančno vidimo, kako nekdo dosega koše, na kakšen način, iz kakšnih akcij in kakšni obrambi se zoprstavi. Tako da, in ko se poglobiš v vse te številke, vidiš pravzaprav, da razlika med Kyrijem in Dragićem niti približno ni tako velika, kot mislijo nekateri, in tudi seveda med Thomasom in Dragićem ni niti približno tako velika in
Ja, zato jaz mislim, da dejansko, jaz upam, jaz sem na enem izmed družbenih omrežij, na tem največjem, kjer občasno tudi kakšen komentar postim na Redditu, kjer je bo kmalu več kot milijon košarkarskih navdušencev, in ki me je mimo grede tudi motiviral, da bom prej ali slej poskušal zadeti teh 400 trojk, da 403 challenge, zato zadnje čase vneto mečem na koš, ampak na Redditu sem en komentar pustil, kjer je bilo vprašanje, ali se vam smili Thomas, do you feel bad for Thomas, nekaj v tem smislu. Sem rekel, da vsekakor na nek način, glede na to, da gre za igralca, ki je prišel v ligo, njegov slogan je Stay paranoid, ostani paranoičen in z velikim razlogom. Prišel je v ligo kot 60. izbor istega drafta, na katerem je bil Kyrie Irving prvi izbor. Torej, to je še morda zanimiva situacija, v kateri sta prvi in zadnji izbor istega drafta sedaj zamenjala moštvi. In prišel v ligo kot 60. izbor, dokazal, da lahko igra, imel sezono, kjer je dejal preko 20 točk in 6 podaj in ga tradejo po tej sezoni za Darrena Collisona, poprečnega igralca, nekateri bi dejali podpoprečnega igralca. Potem mu obljubijo v Phoenixu možnost za borbo za prvo peterko, s tem, da ob istem ta isti generalni direktor, ki je Thomasa pripeljal in mu obljubil borbo za prvo peterko, je ob enem Goranu obljubil, da se ne bo nič spremenilo v njegovem statusu in vlogi na parketu. Kar je seveda bilo nemogoče, saj Goran potem začenjal sezono, že od prve tekme naprej praktično več časa igral na krilu kot na položaju organizatorja. In to recimo je tista, kar lahko natančno pogledamo oceno po odstotkih, ocena položaja, in Goran je tisto sezono v Phoenixu več časa igral na krilu kot na položaju organizatorja. Največ časa na dvojki, položaju visokega branilca, vendar več časa na krilu kot na položaju organizatorja. In seveda zato potem tudi tista polomija, tista eksplozija nezadovoljstva, tudi strani Thomasa, ki je že takoj začel izražati. Thomas je recimo takrat, morda ne vem zdaj koliko časa, ampak morda so vseeno to zanimivo za najne poslušalce, ker vključuje tudi Dragića, ne želim izgubljati preveč časa, pa vendarle, Thomas je takrat že na začetku sezone, tako kot Dragić. Dragić je dejal, zakaj imamo težave pri igranju, zato ker poskušamo igrati s 3 organizatorji, žoga je pa samo ena. Ko so Thomasa vprašali, kako on ocenjuje položaj, je rekel, to ni to, kar so mi obljubljali. In oba sta, in potem je tudi Goran potrdil, da mu je pač njihov front office, pisarna, vodstvo Phoenixa lagalo, obtožil jih je laži. In dejansko, seveda je bila to sezona, ki so potem, to sem pa omenil, dali pogodbo Knightu, najslabšemu igralcu. Vemo, kakšna je usoda Phoenixa v zadnjih letih, kluba, ki ga jaz že spremljam vse tja od Nasha naprej podrobno, in kluba, za katerega sem začel prav zaradi Nasha tudi navijati. Vsekakor zadnja leta ni ravno najbolj blesteča. Bomo videli, sedaj se morda s temi novimi prihodi igralcev, mladih igralcev, z Bookerjem morda malce spreminja, vendar, da ne bomo zgubljali časa s Phoenixom, sledi menjava. Thomas pravzaprav nič kriv, nič dolžen, sledi selitev v Boston, že spet v moštvo, ki ga ni izbral, nehote se je preselil tja. In tam končno dobil to, kar je iskal. Dobil je položaj prvega organizatorja, Stevens je ustvaril sistem, ki je bil na roko pisan Thomasu, in se je z njim odlično ujel, odlično sodeloval, imel izjemno sezono, v kateri je dejansko, to sem želel povedati, da pač ta komentar je bil očitno dobro sprejet, ker sem napisal, da je pustil solze, kri in znoj na parketu, in dejansko je pustil solze, igral za Boston v končnici manj kot 12 ur po smrti sestre, tragični smrti sestre, ki je preminila v prometni nesreči. Igral z razbito čeljustjo, po nekaj ur po operaciji zob, potem proti Washingtonu. In na koncu ga je končno tista najtežja poškodba kolka vendarle zaustavila, vendar resnično pustil je kri, solze in znoj dobesedno na parketu. In to je tisto morda, Blaž, kjer lahko morda za konec tudi kakšno besedo še rečeva, preden zaključiva. Tisti pojem lojalnosti, ki ni samo v NBA košarki, ampak nasplošno v športu,
vsi radi pač vzamemo stran kluba, pogledamo stran kluba, za katerega navijamo, ne glede na to, v katerem športu, ko neki igralec gre, hitro obtožuješ igralca in prihraniš te obtožbe klubu, za katerega seveda še vedno navijaš, igralca pa zdaj odvisno od tega, kakšen odnos imel. Vendar takoj po tem menjavi Thomasa so namreč skrajno butasti, neumni in ne vem, kako bi sploh opisal, primitivni navijači Bostona na različnih družbenih omrežjih začeli objavljati posnetke, kjer so zažigali drese Thomasa, kar je ni nobene logike. Poslali so ga, menjali so ga stran proti njegovi volji in sedaj zažigajo in seveda pojejo slavo in čast Dannyju Ainge, njihovemu generalnemu direktorju, ki se je Thomasa hladnokrvno znebil še bolj kot recimo Piersa in Garneta, ki jih je zamenjal. Danny Ainge očitno zelo dober, ne moremo mu nič očitati, pripeljal je moštvo do naslova prvaka, vendar hladnokrven kot najhujša kača. Če bi slučajno en igralec ravnal tako, če dam primer samo Kevina Duranta, ki se je tudi oglasil sedaj, ko so tudi LeBron in Durant sta si sedaj po teh zažiganju dresov, sta se oglasila in dejala, ja, ko klub naredi nekaj tako skrajno pokvarjenega, pravzaprav lahko rečemo, mislim, skrajno pokvarjenega, tista najhujša obtožba, vendar milo rečeno nelojalnega, nepoštenega do igralca, ki je toliko dal, ko ga je potrebno pa plačati, se ga pa znebiš. In če bi neki igralec ravnal tako, kot je ravnal Boston v tem, bi seveda tako, kot so v primeru Duranta, ki je zapustil Oklahomo in šel poiskati svojo srečo v Golden State, se je seveda vsul plaz kritik, pluvanja, bruhanja in vseh možnih telesnih tekočin se je zlilo na hektolitre na Duranta in ne vedno samo v tem v prenesenem smislu. Tako da, ko pa to naredi klub, ko pa klub naredi nekaj takega, recimo moralno, izgledano iz moralnega aspekta, kot je naredil Durant takrat, je pa seveda, pa berem na omrežjih, seveda na Twitterju, na Redditu, komentarje navijačev Bostona, vsi, seveda večina poje slav, ne, seveda vsi niso krivi za žiganja, to je le majhen delež primitivnih, skrajno primitivnih butlov, ampak vendarle je to neka dvojna merila, lojalnost, zvestoba je dvorezen meč. Reže v obe smeri, ampak za nekatere navijače reže samo v smeri igralca, tudi Jesus Shuttlesworth, Ray Allen se je oglasil in točno to, kar seveda sedaj jaz govorim, zopet povedal, zaradi tega, ker je on bil tisti, ki je po mnenju navijačev razbil tisto veliko trojko Allen, Pierce, Garnett. Ampak ja, zanimivo, že spet, ko je pa to veliko trojko dokončno v grob spravil Danny Ainge, nobenih obtožb, ker je seveda nazaj dobil trade picketov. Ampak ja, ta dvojna merila so zelo zanimiva tukaj in ja, jaz v vsakem primeru, glede na to, se mi dejansko smili Isaiah Thomas v tej poziciji. Ja, še nikoli ni bil plačan, sedaj ob tej poškodbi, ob tem, da bo sedaj igral tudi stransko vlogo, vprašanje, če bo plačan tudi po naslednji sezoni, vsaj plačan v taki meri, kot računa, kot si želi biti plačan. Isaiah je že dejal, po tej sezoni je dejal, ko so ga vprašali za pogodbo, ki jo bo z Bostonom sklenil, takrat so seveda si predvidevali, da bo prej ali slej podpisal novo pogodbo, je dejal, bo treba kar pripeljati tisti varnostni tovornjak, blindirani tovornjak, ko bo moja pogodba prišla na vrsto. In če gledamo kakšne pogodbe, hočem reči relativno, seveda gledano na pogodbe, ki so jih podpisovali zadnje sezone, so dobesedno, lahko rečem, da so 4-krat slabši igralci od Thomasa podpisovali 4-krat više pogodbe. Res, Thomas, nezavidljiva situacija, Bostonu ne privoščim uspeha, sedaj moram priznati, da bom to naslednjo sezono, kljub temu, da rad spremljam Boston, rad imam Stevensa, Stevens kot trener mi je izjemno všeč, tako da bom seveda njihove tekme še naprej z veseljem spremljal, vendar, kot sem zapisal ravno, že spet, če se vrnem na tisti Reddit komentar, če karma obstaja, potem bo Boston z Kyriem pogorel, Cleveland s Thomasom pa uspel. Ja, se popolnoma strinjam s tabo. Tako da, mogoče bi na tej točki, da ne bova predolga s tem podcastom, zaključila. Nekako, če potegneva črto pod vse dejansko,
V tem trenutku se zdi, da je Cleveland dobil boljši deal kot Boston, vse skupaj pa bomo dejansko ocenjevali šele čez, morda na koncu naslednje sezone, ko bo dejansko tudi Boston bo od začetka, kot so že dejala, potreboval čas, da se uigra in morda od začetka bo marsikateri hejter Bostona, če lahko tako rečem, zelo užival verjetno v njihovih igrah, ko jim ne bo šlo to, da na koncu, ko bo prišla na vrsto končnica, ko bo zaključek sezone, takrat mislim, da bomo lahko ocenjevali, kdo je dejansko dobil boljši deal, v tem trenutku pa kaže, da je to v bistvu dejansko bil Cleveland. Ja, jaz se strinjam, a bi za konec samo še enkrat rekla sva, da ne bova zdaj v tokratnem podcastu sploh zgubljala časa z najnimi intermeci. Morda za konec samo še enkrat omeniš, kje naj jo lahko dosežejo? Ja, dosežete naj jo lahko na NBA Slovenija, na Facebooku, na Twitterju sportinfo.si in pa na spletni strani sportinfo.si, se pravi v četrtek, ko bo zaštartana na novo, ko bo se tudi začelo Evropsko prvenstvo v košarki. To bi bilo to z moje strani. Vajnih vprašanj sva seveda vesela in tudi za tokratni podcast sva jih prejela nekaj, ki se tičejo predvsem reprezentance, ta vprašanja namreč sedaj, vendar potem med sezono seveda na te iste naslove tudi naprej zelo sva vesela komunikacije z vaše strani, hvaležna tudi za kritike, ne samo za tiste pohvale. Zato ja, z tvoje strani si se poslovil, zato morda samo še čas, da se poslovim tudi z moje strani. Samo zadnja beseda pred zaključkom. Jutri nova epizoda Eurobasket vodiča, zadnja epizoda Eurobasket vodiča, v kateri bova podrobno spregovorila o zaključku priprav slovenske reprezentance, malce pogledala tudi proti nasprotnikom, samemu začetku Evropskega prvenstva, skupini, favoritih. Toda vsem tem več jutri, zato lep pozdrav in se slišimo. Adijo.